Selimo se na Štajersko, v stanovanje, kjer se je mladostna energija srečala z dušo stare stavbe. Lastnika sta z občutkom za estetiko in spoštovanjem do prostora ustvarila dom, ki diha z umirjeno eleganco. V njem se preteklost prepleta s sodobnostjo, svetloba s toplino, prostor pa z življenjem, ki ga napolnjujeta lepota in ustvarjalnost. Tole stanovanje po eni strani zelo jasno izraža svoj staromeščanski značaj. Po drugi strani pa govori o tem, da sta njegova lastnika zelo kreativna, marljiva in iznajdljiva. Dom s staro dušo za mlade ljudi. Alja in Niko, zdravo. Zdravo. Najprej me zanima, kaj vama predstavlja dom? Ker v vajnem domu lahko človek dobi občutek, da gre za nekakšen poligon raziskovanja. Ja, jaz bi rekla, da vsaj za mene dom pomeni neko udobje oziroma varnost, po drugi strani je pa v bistvu prazno platno, preko katerega se lahko kreativno izražaš. Dom nama pomeni tudi nekaj, kjer lahko drugim pokažemo, kaj je moč v svojem stanovanju narediti. In kakšna je bila vajna pot do nakupa tegale stanovanja? Ker najprej sta kupila in uredila hišo, potem pa sta šla v stanovanje, kar se mi zdi glih obratno, kakor ljudje ponovadi naredijo. Ja, res je. Kakšnih 5 let nazaj sva kupila hišo v Radvanju, v bistvu v 3. gradbeni fazi in jo dokončala. Ampak smo nekako čez življenje v tisti hiši ugotovila, da želimo nazaj v center. In jaz sem v bistvu si od nekdaj želela staromeščansko stanovanje, torej visoke stropove, pa življenje v centru mesta. In smo v bistvu kar nekaj časa iskala stanovanje in v bistvu ga potem našla točno to, kar sva iskala. In je bila ljubezen na prvi pogled, ko smo to stanovanje videla. Ja. Torej smo čisto po naključju našla najino sanjsko stanovanje, ki smo ga dejansko želela že celo življenje. Na srečo se mlademu in entuzijastičnemu paru ni bilo treba ukvarjati z večjo prenovo. Stanovanje, ki se nahaja v spomeniško zaščiteni stavbi iz leta 1896, je imelo že prenovljene vse inštalacije. Zato sta se Niko in Alja kot prava kreativca lotila le vizualne prenove prostora. Kar sama, dobesedno. Delo je steklo, vmes pa se ob pridobivanju znanja in prakse nista odpovedala ne perfekcionizmu, ne potrpežljivosti. Prva stvar, ki sta se je lotila, je bil originalni parket, ena najbolj značilnih prvin takšnega stanovanja. Sama sta ga obnovila, ga zbrusila in na novo polakirala. Kakšna je zgodba štukatur? Enobarvna stena in zaznamovana z linijami štukatur. V bistvu smo se za štukaturo odločila predvsem iz tega razloga, ker imamo tudi v sami stavbi na hodniku zelo lepe, bogate štukature. V bistvu, ko sem jaz Niko to prvič omenila, da bom pač sama v bistvu namestila stenske štukature in stropne, mu ni bila ideja najbolj všeč, ker ni vedela, kako bo to točno izpadlo. No, potem je ugotovil, da ni bila tako slaba ideja, ampak danes več ne sme slišati za to, da bi pač v bistvu na strop daval štukature, ker je pač pravi, da je zelo tako lahko. Res je, da je najin strop visok 3,60 m, kar pomeni, da treba delati na višini in če to delata dva človeka, je to izjemno naporno in težko. Ja, pa samo v bistvu eno to veliko lestvico smo imela, ne nekega... Nismo imela odra, ampak smo se delala dejansko za eno lestvico. Ja, če gledamo iz tehničnega vidika, nobena stena v tem stanovanju ni ravna, kar pomeni, da je to predstavljalo kar velik izziv pri nameščanju stenskih štukatur. Predvsem pa stropnih štukatur, ker pri stropu pa vse še dosti bolj izrazito in se vsaka napaka na stropu vidi. Alja in Niko, ki že po svojem poklicu sodita v sfero kreativnosti in umetnosti, sta odlična predstavnika generacije Z. Kot družbeno odgovorna in okoljsko ozaveščena posameznika nista zgolj potrošnika, njuna ustvarjalnost in projekti, ki jih delita na družbenih omrežjih, zato povsem upravičeno vzbujajo zanimanje med podobno mislečimi. Postelja, ki sta jo ustvarila od začetka do konca, dobesedno od prve skice do končnega izdelka, kavne skodelice, preproga ter drugi Aljini vzorci, vključeni v notranji dizajn stanovanja, izzivajo veliko zanimanja. Alja, vam je tole stanovanje kot ilustratorki in oblikovalki bilo tudi eno veliko platno. Kje vse ste lahko pokazali svojo ustvarjalnost oziroma svoje ideje?
Torej, v bistvu prva stvar, ki sem jo naredila za stanovanje, je bila v bistvu preproga. In zamisel je bila predvsem ta, da bi na njo umestila vzorec rož, da se počutiš, kot da se sprehajaš po travniku. Zaradi tega tudi zelena. Potem smo v bistvu, imela smo že posteljo, pa mi ni bila najbolj všeč in sem imela neko idejo, da v bistvu bi rada naredila posteljo od samega začetka. Jaz sem bila v bistvu zadolžena za to, da naredim idejno zasnovo, torej neko vizualno zasnovo, Niko pa potem imel preko tehnično izvedbo. Aha, in ste dejansko pol vi, Niko, bolj izvedli posteljo? Tako, s pomočjo Alje, seveda. Tako da dejansko sva sama od začetka naredila posteljni okvir, ki smo ga kasneje tudi oblekla v Aljino blago. Se pravi, Alja si je želela v bistvu okvir, ki je mehek, tako da smo ga morala potem tudi oblepiti v spominsko peno. Naslednji izdelek so bile okrasne blazine, ki sem jih v bistvu naredila v kolaboraciji z tujim podjetjem. Naredila sem tudi recimo okrasno blazino za mojo klopco. So pa moje ilustracije tudi na kavnih skodelicah in pa v bistvu na drugih produktih, kot so recimo tudi art printi. Zanimivo mi je, da določeni kosi pohištva izgledajo, kot da so bili narejeni skrbno po meri, ampak v resnici je spet to vajino delo, večinoma. No. Recimo, najprvi izdelek je bila knjižna polica, ki je v bistvu skupek dveh serijskih izdelkov večjega proizvajalca. Potem smo pa v bistvu midva malo modificirala, dodala štukature, druge ročaje in je pobarvala in pa isto smo naredila za najno spalniško omaro. S tem, da smo še v spalnici v bistvu dodala štukature na vrhu omare, da izgleda, kot da je v bistvu vgrajena. Stanovanje, ki nosi močan pečat stanovalcev, se je razvijalo z njima in onadva z njim. Temu je bila primerna tudi dinamika dela. A drži, da tukaj skoraj ni bilo mojstrov? Ja, mislim, vse smo naredila sama, da sploh ni bilo mojstrov. Kaj vse? Ker smo v stanovanju med prenovo tudi živela, smo prenavljala sobo po sobo, zato smo se dejansko pri sami prenovi med sobo in sobo tudi nekaj naučila. Je pa tudi res, da smo na začetku si za vsako delo vzela res ogromno časa. Na koncu, ko smo pa delala zadnjo sobo, je pa to že šlo zelo, zelo hitro. Ker smo zverzirana. Smo na koncu že točno vedela, kaj se moramo narediti, da bo stvar potekala gladko in hitro. Imamo pa tukaj tudi nekaj kosov kot primerov ponovne uporabe, ki vi nekako dobite kaj starega in potem na novo prenovite. Kateri so to? Ja, v bistvu ponovadi je tako, da ko gremo na dopust, če jaz poiščem, če lahko gremo na kakšne sejme in tam v bistvu najdemo razno dekoracijo. Recimo ta vaza je iz Dunajskega sejma, pa potem imam to luč tukaj zadaj, ki je v bistvu iz Firenc, ki je bila meni res ljubezen na prvi pogled, pa Niko tu pa ne, ampak sem pač rekla, da me ne zanima, da vseeno domov pripeljemo. Čeprav sta si v slabih 3 letih ustvarila sanjski ambient in sprva mislila, da bosta tukaj ostala, Niko in Alja odhajata naprej. Čeprav jima bo težko zapustiti to stanovanje, pogumno stopata novim izzivom naproti. In kakšen je zdaj vajin naslednji projekt? Naslednji projekt bo pa obnova 100 let stare modernistične hiše. Niko še bo delal očitno, ne? Se tudi vi veselite tega? Ja, jaz se zelo veselim, jaz vam zelo rad delo. Mislim, dela v tej hiši bo res ogromno, ampak nam je to v veselje, ker uživamo ob delu. Ja, res je. Malo nama brez veze, ko nimamo projektov, ali kako ne rečem. In s tem dobite, Alja, novo platno in nov poligon za raziskovanje. Ja, mislim, da bom imela kar nekaj novih idej, kako umestiti svoje ilustracije še na kaj drugega, mogoče. Če sta se toliko naučila, če sta se vsega tega sama lotila, če imata toliko idej, a vaju kdo že povpraša za kakšen nasvet ali vaju najame za notranje oblikovalca? Ja, mislim, sporočili dobimo ogromno za kakšne nasvete in ja, za mnenje in tako naprej. Ja. Temu se reče razširitev dejavnosti. Ja, mogoče pa kdaj.